Drage gledalke, dragi gledalci, danes imamo pogovor o zelo edinstveni pobudi. Tukaj so namreč 3 člani skupine, ki je ustanovila molitveno pobudo in post za domovino. Naj predstavim gospoda doktorja Primoža Klečiča, župnika v Kopru, potem gospod odvetnico Matejo Maček iz Ljubljane in pa znanega Marjana Podobnika, tudi iz Ljubljane. Tema pogovora je torej ta lepa pobuda, molitev in post za domovino. Danes je to že, kot vem, 4. leto. No, gospod Klečič, če bi vi začeli, kako ste prišli na to pobudo in kakšna je temeljna vsebina te pobude? No, pobuda je prišla pred 4 leti, oziroma še prej, ko smo se pogovarjali o tej ideji, da je pač v zgodovini marsikdaj molitev, da sta molitev in post spremenila družbene razmere in ljudi. In kot je to znano v Indiji, tudi v Svetem pismu, recimo v Ninivah in na drugih krajih, in tudi Kristus je sam rekel, ta rod se ne da pregnati drugače kot s postom in molitvijo. Tako smo se odločili, da bi ob 20-letnici samostojne Slovenije, ko se nam mnoge skupne stvari podirajo, ko imamo precej težav, smo se odločili, da bi na tak način spodbudili eno kohezivno pobudo znotraj naše države, da bi iskali tisto pozitivno, ljudi združili ob postu in molitvi za domovino. Na tak način, da preženemo tisto črnogledost, ki je zelo široka, pa tudi brezdušnost oziroma otopelost, in da ljudi povabimo, da dajo svoj prispevek z molitvijo, pa tudi s postom, ki sta gotovo učinkovita na duhovnem področju in potem tudi na komunitarnem, skupnem. No, gospod Mateja, v kakšnem smislu je molitev in post sta to dejavnika, ki pomagata človeku, posamezniku in pa človeštvu ustvariti začetne poglede, nove poglede za prihodnost? V naši skupini in tudi širše smo prepričani, da je molitev tista, ki lahko povezuje, in da kot kristjani smo tudi dolžni, da prosimo za blagoslov in da računamo na Božjo pomoč, ne pa samo na lastne sile. Morda je se to v tem času, kar imamo svojo državo, premnogokrat pozabilo, in ob 20-letnici naše samostojne države smo se odločili, da se povežemo tudi kot molivci in da skupaj prosimo za to, da bi bilo nam vsem skupaj v tej državi, na tem prostoru, ko živimo drug ob drugem, bolje. No, kako pa se to potem konkretno izveli? To je taka zelo globoka, široka zamisel. Kako to izgleda konkretno? Je to v obliki 9-dnevnice, v obliki posebnih maš, potem recimo, da se ljudje zbirajo, da molijo v ta namen. Kako to izgleda? No, letos, kot rečeno, je to 4. Zdaj morda povedal to, da sem pred več leti, mi je prišla v roke knjiga Dereka Princea Molitev in post, ki spreminjata zgodovino, v kateri je med drugim piše o tem, kako je ameriški predsednik v času državljanske vojne pozval Američane, naj se povežejo v tej molitvi in postu. In s prijateljem Primožem sva potem večkrat se pogovarjala in potem z drugimi smo oblikovali idejo, kako pravzaprav pristopiti, ob tem, da je to neka pobuda, ki ni značilna, ki ni bila nekako poznana v tem našem prostoru. In danes v tem 4. letu predstavlja ta pobuda 9-dnevnico, ki se začenja danes. Po drugi strani je letos prvič tudi možnost, da se preko naše spletne strani, našadomovina.si, lahko vpišejo, prijavijo vsi, ki so pripravljeni en del svojega časa žrtvovati, nameniti za to, da se povežemo v 24-urno molitveno verigo za domovino,
in seveda za naš narod, za našo družbo. In prav zanimivo je, da je v teh prvih dneh se prijavilo tudi veliko Slovencev iz drugih kontinentov, med drugim iz Argentine. Torej, da se tudi na ta način lahko povežemo in vsak lahko prispeva svoj delček. 24-urno molitev bo tudi, kot že tradicionalno vsa leta, pri cerkvi svetega Jožefa v Ljubljani. In letos smo prvič tudi z začetkom te 9-dnevnice, pa jo začenjamo danes, torej v stolnici v Mariboru. No, torej, se začne danes, to je 16. junija, 24 ur bo pa od 23. do 24. junija. In se konča z mašo za domovino v ljubljanski stolnici, ki je tradicionalno vsako leto pred dnevom državnosti. 24. zvečer. 24. zvečer. Ob 18. uri se zaključi z somaševanjem slovenskih škofov, ki imajo tako, kot je pač zdaj že leta in leta običajno. Na tisti dan, ko je potem tudi slovesna oziroma posebna seja državnega zbora in potem tudi državna proslava, je tudi maša za domovino v ljubljanski stolnici. In letos bo to 24. junija ob 6. zvečer popoldne. No, to so morali bolj izpostaviti za gledalce, da se lahko potem tudi bolj direktno dodobno povezani. Sicer pa vabimo danes naprej od 16. vsak dan k molitvi in postu za domovino. No, letošnja tema za 9-dnevnico ste izbrali domovina, mati, ki povezuje. Katere so te glavne tematike skozi 9 dni? Ta ideja se je rodila prav ob izkušnji, ki jo imamo v Sloveniji, da je domovina nekaj tistega, kar nas najbolj povezuje. Vsi imamo skupno domovino. Smo morda različnih prepričanj, različnih kultur, različnih tudi narodnosti, jezikov tudi, ampak domovina je pa tisto, kar nam je skupno, kar nam je podarjeno. In zanimivo, da je domovina, star izraz za domovino je očetnjava. Tam je prostor očeta. Ne? Domovina, prostor doma, razširjeni prostor doma, prostor očeta, prostor mame. In zato smo tudi 9-dnevnico nekako postavili prav v to obliko. Se pravi, ustvarjeni smo po podobi Boga, ki je domovina Svete Trojice. Se pravi, izhajamo iz skupnosti. Zato smo ustvarjeni kot moški in ženske, smo ustvarjeni kot ljudje v odnosu, smo ustvarjeni kot osebe. Prav za našo družbo, kjer je tako poudarjen posameznik, ta individualističnost, individualnost, iskanje samega sebe, potrjevanje samega sebe, nekako vidimo pomen osebe. Ustvarjeni smo kot ljudje v odnosu. In gotovo potem se bomo nekako sprehodili skozi zgodovino odrešenja, skozi prvi greh, ki je dejansko odklon tega bivanja v odnosu, hočeš biti sam, biti Bog, ne potrebuješ drugega, ne potrebuješ Boga. Potem izkušnja izraelskega ljudstva, ki je izšlo iz Egipta, se pravi, izšlo iz sužnosti in vendar ni znalo zaživeti svoje svobode. So prišli v domovino, recimo paralela z našo domovino, in potem pa zopet niso znali živeti v svoji domovini, so morali tu v babilonsko sužnost in zopet tam so prišli k sebi, so začeli premišljati, poglabljati se v vero in so zbrali moči in zbrali zopet blagoslov, da so se lahko vrnili. In na tej poti dejansko je prišlo do učlovečenja. Je Bog posebej posegel v Kristusu, s katerim se je začela pot nove domovine, ki je potem gotovo umrla tudi skozi križ, ker je bil zavržen ta njegov projekt človeka, projekt ljubezni. In potem nova skupnost, Binkoštna, ki je drugačna od babilonskega stolpa, se pravi, kjer so ljudje že živeli tisto stvarnost, ki jo bomo živeli nekoč, recimo tudi v večnem življenju. Potem smo se pa tudi ustavili pri izkušnji našega slovenskega naroda oziroma naše domovine
stoletja, kako smo jih preživeli do naše samostojnosti, in pa potem pa zadnja stopnja je pa nebeški Jeruzalem. To je pač apokaliptična knjiga Razodetja, ki govori o prihodu nebeškega Jeruzalema. Jeruzalem je sveto mesto, se pravi zopet tisti prostor, kjer bodo ljudje živeli v svoji domovini, kjer bo mogoče živeti skupaj, kjer bomo povezani. In zanimivo, da ima ta Jeruzalem obliko valja oziroma kot maternice, se pravi je prostor, ki povezuje. In se pravi, gremo v neko novo sintezo in tudi s posto in molitvijo se nekako rešujemo, očiščujemo od egoizma, od tega soliranja, v katerega smo se navadili živeti in nas tudi uničuje, od tega detajla k celoti, ki bo človeku odprta, kjer bo vključevala naravne odnose, kjer bo sprejemala tudi drugačnost, kjer bo ustvarjala tisto povezanost, ki si jo v globini svojih duš in src vsi želimo. Gospa Mateja, torej molitev kot najbolj globoka dejavnost človeka, ko sem sam pred Bogom, tam ne morem lagati ne sebi, ne drugemu, ker je to absolutna prosojnost. Kako molitev očiščuje pravi pojem domovine? Torej, on je navedel veliko teh tem, tudi teoloških tem, no, ampak zakaj je danes molitev tako potrebna, da pred Bogom premislimo, se pravi v eni raziskovalni podrži prošnje o tej velikih tematikah? Zakaj se vam zdi, da je prav molitev najbolj primerna za tako prečiščevanje pravega pojmovanja domovine? Ja, najprej je gotovo pomembno to, da se odloči za molitev, da dejansko že v tej odločitvi je vsebovano priznanje, da nisi vsemogočen. Danes smo vsi tako prepričani, kako veliko ali skoraj vse zmoremo sami, pa vendar nam vsakodnevno se kaže, da se tukaj zelo motimo. In ravno ta odločitev, da prosiš, da stopiš pred Boga in da v ponižnosti prosiš za tisto, kar ti je drago, za domovino, za tvoje ljudi, tudi zase, je tisto, ko te tudi skozi odrekanje, skozi post odpira, da lahko marsikaj skozi molitev vidiš drugače. In to je tisto, kar lahko spreminja. No, gospod Marjan, kaj pa post? Post ima več razsežnosti, ne? Je odpoved hrani pa vsem užitkom, ki so povezani z uživanjem hrane, da sem bolj zdrav, ne? Da ne pretravam hrane. Potem post kot zunanja oblika priznanja sebi in drugim, da dajem prednost odnosom, ki niso vezani preko materialnih stvari, ampak so duhovne. Danes post, a je to ena posebna oblika, kako prav razumeti meje potrošniške družbe? No, jaz verjetno nisem najbolj pravi strokovnjak v tem krogu, vas je več, ki o postu in teoloških in siceršnjih dimenzijah veste več. Lahko pa povem iz svojega izkustva oziroma iz tega, kar sem recimo prebral o izkustvih drugih. In tako kot ste omenili, prav ta, jaz nekako čutim, da prav ta zvezanost z potrošništvom kot načinom življenja nas pravzaprav ni osrečila. To iskanje je neko iskanje, ki je, bom rekel, milo rečeno, zelo zahtevno. Nekako čutimo v sebi, da se je treba na nek način dati prostor drugim stvarem. In ta post, jaz sam iz svojega izkustva lahko povem, jaz ga čutim kot osvobajanje od številnih stvari. Pa lahko rečem zdaj tukaj,
od materialnih do političnih, do drugih, kot je prej rečeno, od napuha, od občutka, kaj lahko kot človek sam vse naredi, od pohlepa in tako naprej. In na nek način te post pripravi na odprtost za stvari, ki se ti morda zdijo manj pomembne, pa so izjemno pomembni. In še posebej mi zdaj verjetno vse bolj čutimo tudi v naši družbi, da so morda stvari, ki so zelo pomembne, pa smo jih nekoliko zanemarili in smo zdaj prišli v težke stiske. In jaz verjamem, da je toliko dobrega v ljudeh, da bo tudi preko molitve in posta in iskrene želje, ko želimo dobro svoji domovini, svojemu sonarodnjaku, svojemu sodržavljanu in vsem drugim, da nas bo to osrečevalo in peljalo po bolj pravi, bolj zdravi poti. Kako pa pravijo o tem, kaj pravijo o tem duhovni očetje? No, izkušnja posta je povezana z religijo od vsega začetka. Se pravi, to je vseh verstvih. Ne glede samo monoteistična, politeistična. Vedno je povezan tudi post, ker ti post pomeni iskanje enega duhovnega ravnovesja v človeku, se pravi, da telo služi človekovemu jedru, človekovi duši, človekovi vesti in da ni nekako usužnjeno, se pravi, da telo postaja svobodno, kot je že Marjan prej omenil. Recimo pri Izraelcih je bil post reden. Zanimivo, da tudi prav v primeru Niniv najdemo še eno posebno obliko posta, in sicer post, ki je družbeni post. Se pravi, da se vsa družba posti in kesa. Kajti zlo, ki se nabere tudi v družbenih odnosih, zlo je treba očistiti. Treba se ga pravi. So takrat že imeli občutek, kot pravim danes, o grešni strukture. Tako, imeli so tega strukturnega greha, recimo, če lahko tako imenujemo. In Jona je povabil Nineve prav k temu. In takrat so se ljudje odzvali in se mi zdi, da je to en lep svetopisanski primer. Potem pa tudi post in molitev je povezana tudi z Jezusovim življenjem, čeprav Jezus sicer ni posta vzpostavljal tako v ospredje kot drugi, ampak je tudi sam se umikal v samoto, sam je preživel v postu in potem tudi prva skupnost se je umaknila v molitev. Na poseben način so potem post izpostavili puščavski očetje, ko je nekako minilo obdobje mučeništva in so želeli prav s postom in molitvijo v puščavi nekako doseči to približanje Kristusovemu trpljenju, njegovim, se pravi, tudi temu boju z skušnjavami in z vsem, kar se je porajalo tam. In potem tudi krščanstvo je skozi vse čase dejansko uporabljalo post. Post je bila močen element v krščanski duhovnosti. Pa bi lahko rekli, da je post tudi eno tako zelo tako čutno prizadevanje, kako naj človekovo telo postane tempelj Svetega Duha. Prav gotovo, kajti brez posta, brez te askeze, telo ne more biti svobodno. Pač telo potrebuje tudi to notranjo svobodo. Je pa post tudi v Jezusovih besedah tudi sredstvo za premagovanje zla, za odpravljanje zla. Jezus je rekel, ta rod, se pravi, da skušnjava se ne da premagati drugače kot s postom in molitvijo. In tukaj smo danes prav pred tem potrošništvom, ki je nasprotje tega. Potrošništvo je pa to razpuščenost, da se bi čim bolj obkladali z dobrinami in z odnosi in z užitki in potapljali v nek... Samo biološko senzitivnega značaja. Ja, poglabljali v eno tako duhovno nirvano in pozabili na vse. To je ravno nasprotje temu, kar pa so osebni odnosi, kar je telo, ki stopa prečiščeno tudi v ljubezen in se podarja, pa tudi veliko lažje se počutimo, veliko bolj zdravi smo. To je tudi velika razlika med postom in hujšanjem. Recimo, hujšanje je v bistvu dela človeka še večjega egoista, ker človek išče sebe, svojo zunanjo podobo. Medtem ko post, ki je celovit pristop duhovnosti, pa človeka osvobaja in
po postu je človek zelo svoboden, zelo dobro se počuti in tudi namesto, da bi postal sebičen, postane bolj občutljiv tudi za drugega in goji globljo ljubezen. Za stisko bližnjega. Ja, in je občutljiv tudi za stisko bližnjega, prav gotovo. Sedaj smo prišli do ene točke, kjer se mi zdi, da lahko kaj novega povemo za slovenski duhovni prostor. Ne. Te nove oblike posta, pa nove vsebine posta. Ne. Kaj se vam zdi? Kakšen poudarek bi danes morali dati postu pa molitvi za domovino? No, osnovi tega, kar smo do sedaj povedali, pa tudi na osnovi vaših duhovnih izkušenj pa pričakovanj. Tako kot je že Primož povedal, ne, je gotovo tudi že zdaj 3-letne izkušnje za nazaj, so pokazali, da so ljudje lepo sprejeli to pobudo. Morda bi tukaj še dodala, poleg tega, kar je povedal Primož, da marsikdo, ki ni veren, ki se zaradi tega naši molitveni prizadevanju ne more priključiti, se je pa priključil s postom in je bil to njegov prispevek. Prvo leto se spomnim, je tako lepo rekel naš prijatelj Gregor Čušin, kako lepo bi bilo, če bi 24 ur v tej državi vsi samo pozitivno mislili in želeli samo dobro. In dejansko to je naša želja, da bi se v teh prizadevanjih za skupno dobro povezovali vsi. Verni, ki seveda lahko molimo, tisti, ki niso verni na drugačen način, ampak da dejansko v teh skupnih prizadevanjih prerastemo razlike, najdemo tisto, kar nam je skupno in da skupaj poskušamo delati lepši jutri. Post, večkrat tudi omenjeno, da je vir prave svobode. V kakšnem smislu? Ja, jaz mislim, da tako, kot je bilo že rečeno, če se trudiš in če ti uspe se nekako odreči delu zvezanosti in pretirane navezanosti na različne stvari, od materialnih dobrin, hrane do uspehov za vsako ceno in tako naprej, potem, če se tega uspeš osvoboditi, si seveda bolj svoboden. In v tej svobodi tudi mnogo laže vzpostavljaš pristne odnose, medčloveške in odnose s presežnim. Laže predaš tisto, česar kot človek ne moreš doseči, v roke Božje vsemogočnosti. In jaz mislim, da je to ena čudovita priložnost za našo domovino, za eno zavedanje, da v vsakem trenutku lahko, če želiš nekaj dobrega, lahko narediš tudi s tem, da nekaj časa z iskreno molitvijo, z postom, z dobro mislijo, kot je bilo prej rečeno, da nameniš to svoji domovini, svojim sodržavljanom. Tak pristop dela čudeže. Jaz verjamem, da ta čudoviti prostor, ta raj pod Triglavom, kot pravijo, nam ni bil dan za to, da bi se na nek način izživljali in po drugi strani pristajali na nek poraz, na neko kapitulacijo, češ mi pa nismo sposobni, mi pa ne zmoremo ne poskrbeti drug za drugega, ne izražati enega veselja, da smo v marsičem uspeli. Se konec koncev tudi v teh najbolj težkih časih se kaže, koliko recimo neke solidarnosti se je v težkih preizkušnjah, ki smo jih doživljali v Sloveniji ali pa v teh bivših naših skupnih državi, koliko ene solidarnosti, enih pozitivnih vrednot je prišlo do izraza. In včasih se zdi, da smo kar nekako pokopali to, preveč globoko zakopali to pozitivno, kar imamo v sebi, in da drugi, ki pridejo k nam, več vidijo tega pozitivnega kot sami, smo sposobni tega razbrati. In res jaz verjamem in mi verjamemo v tej iniciativni skupini, da
vsaka pobuda, to je ena od pobud, mnoge druge so podobne, pozitivne, da so to kamenčki v mozaiku, nekem mozaiku, ki ga gradimo in bi tudi res želeli povabiti, da ta spletna stran, te nove tehnologije, hvala Bogu, to omogočajo, da se ljudje pogledajo na to spletno stran, se morda prepoznajo kakšni od teh pobud za to verigo 24-urno, za to, da se vključijo kje v svoji župniji, v kakšni molitveni skupini in da širimo to pozitivno verigo. No, zelo veliko se povedali o teh dobrih, pozitivnih stvareh. Torej, post kot vir svobode v dveh pogledih. Ne? Svoboda od zla, od slabih stvari, od greha, od neke samopašnosti, od upora Bogu, ne? In svoboda za. Ne? Svoboda za zmeraj tudi na osebni ravni, da se odločim na tisto, kar mislim, da je dobro, pa verujem, pa me veš povedati, da je dobro. Potem pa svoboda za kot skupno za zadeva. Ne? Tukaj smo sedaj verjetno najbolj na prepihu. Ne? Zakaj? Je to zdaj čisto nova zahteva tega časa, ko dejansko recimo Evropa išče nova pota, ne? Išče identiteto narodov, pa potem vsi narodi skupaj evropski eno novo sintezo in to je zelo težko. Ne? Ali pa da se Bog postavi v to stanje iskanja tudi kot izziv, da se tudi preko nas pokaže velika božja dela. Ne? Ker mi kot narod, ne, brez državniške strukture, tisoč in več let, zdaj delujemo kot država. Ne? Sicer se nam zdi bolj razpršeno kot povezujoče, ampak tema je domovina, ki povezuje. Mati, ki povezuje. Ne? Kako se vam to zdi? Kateri vidiki so tukaj že prisotni, ki se vam zdijo obetavni za prihodnost? Jaz mislim, da v vsakem primeru smo na nek način pred enim velikim izzivom, da se vendarle odkrito vprašamo, kaj je narobe, kaj delamo narobe, ali pa kaj so naši predniki delali narobe, da doživljamo, kar doživljamo. Pred kratkim so bila žena na enih duhovnih vajah profesor Ivančiča iz Zagreba in sem izkoristil priložnost in ga vprašal, kaj on misli, podobno usodo, imamo Slovenci, Hrvati in tako naprej. Je rekel, veste, dokler ne bomo doumeli, da ostajajo nekatere stvari elementarne v vseh civilizacijah, da je treba mrtve pokopati, da je treba imeti spoštljiv odnos do teh stvari, da tu ni nadomestila. Do takrat moramo pričakovati, da ne bodo blagoslovi. Da pač gradimo nekaj, kar ni blagoslov, kar ni milost. Da pač na nek način si prikličemo nase nekaj negativnega. Tako. In, kot ste rekli, domovina, mati, ki povezuje, želimo si, da bi bila domovina mati, ki nas povezuje. Danes, bi rekli, je vtis, da je to vse prej kot to. Pa vendar je ogromno pozitivnih prizadevanj. In jaz mislim, da je hudo in škoda, če drug drugemu ne priznavamo. V vsaki stranki, če hočete, je kaj pozitivnega. V vsakem posamezniku, v vsakem civilnem gibanju. Jasno, hkrati moramo pa priznati, delamo tudi napake. Jaz sem jih delal, drugi so jih delali v politiki, v javnem življenju, v družbenem življenju. Ljudje smo. In če si bomo pozitivno priznali na nek način negativnosti, tudi si priznali, potem mislim, da tudi s pomočjo molitve in posta lahko bolj samozavestno stopamo naprej. Tukaj bi morda jaz dodala to, da ravno ta pozitiven pristop se nam zdi zelo, zelo pomemben. In ravno skozi molitev dobiš moč in tudi uvid, da morda tudi v slabših zadevah najdeš nekaj pozitivnega. Dokler bomo samo negativne stvari poudarjali, je zelo malo verjetno, da se lahko stvari spremenijo na bolje. Potrebno je seveda objektivno gledati na stvari, ampak
poudariti stvari, ki so pozitivne, in poudariti stvari, ki nas povezujejo. Ker povezani skupaj bomo veliko lažje pozitivno gledali in tudi pozitivno stvari spremenjali. No, rekli ste zelo pomembno besedo moč, ne? Moč samo, da sam sebi priznam, ali pa tudi, da potem zato pričujem, kaj je dobro. Ne? To je naslednji korak. Da moč, pozna tudi to moč, ne? Absolutno. Ne, ker ko ima post pravi namen, potem prav gotovo tudi pride v to moč delovanja, ne? Da to ni samo neka želja, ne? Ker gre za zavestno odločitev, že to je, ne? Post je zavestna odločitev, da se odpoveš nečemu zaradi tega in tega, ne? Tukaj morda bi še dodali, lansko leto je bilo geslo dobrine pripadajo vsem. To je misel svetega Ambroža. Dejansko je post tudi s tem želimo, ne? Če se ti nekim dobrinam odpoveš, to ne pomeni, da ti potem ostanejo, ampak smo želeli in želimo spodbuditi druge, da če se odločijo zavestno, da se odpovejo nekim dobrinam z namenom, da tudi tisto, kar ostane, ker se ne porabi, darujejo tistim, ki tega nimajo. Ali pa, da se nekdo pa reč ne nakopiči nekatere dobrin, ki tem drugim manjkajo, ne? Tako. Vzajemo, recimo, osnovni kapital, ne? Ali pa denar, ali pa kaj takega, ne? Če ga kdo nekdo ima preveč, pa ga odnese v tujino, tukaj to manjka, ne? To je tem tukaj luknja. No, še mogoče par takih vidikov za slovenski prostor. Tukaj je bilo rečeno tudi, da bi naj post nas vodil k oblikovanju in pa zamišljanju nove skupnosti. Ne? Zdaj, mi tukaj lahko govorimo o več skupnosti, o narodni skupnosti, o skupnosti kot družina, o cerkveni skupnosti. No pa recimo začneva cerkveno skupnost. Kaj tukaj cerkev lahko naredi več v tem prizadevanju za pravo razumevanje posta? No, cerkvi se je nekako po koncilu, lahko rečemo, se je nekako spremenil pogled na post. V bistvu pravega posta skoraj nimamo. 1 uro pred obhajlom, to je edini post, drugače imamo pač zdržek od mesa. Nimamo pa, recimo, vsaj predpisanega ni posta. Sam sem nekako odkrival post zlasti pri pravoslavnih menihih, tudi naši menihi imajo. In se mi zdi, da tukaj smo pred enim novim izzivom. Tudi več bo treba recimo prav tega organiziranega posta. Tudi papež Benedikt XVI je še kot teolog pisal prav o tem, pravi, potrebno bomo pristopiti k skupnemu postu, da se ljudje skupno postijo. Kaj to pomeni? Da skupaj odpirajo svoj prostor Svetemu Duhu. In to je isto kot v Benkoštih, ker so molili in se postili za prihod Svetega Duha, za prihod drugačnega duha, drugačne misli, Kristusovega duha. To je pač priprava na to preobrnenje, spremenitev, na ta nov duh oziroma te Benkošti, ki si jih želimo in ki jih pričakujemo tudi v naši družbi, v manjših skupinah ali pa večjih. Tukaj gre gotovo za družino, kot ste že omenili, potem gre za manjše skupine, gre za župnijo in gre tudi za mesto. Sam odkrivam v zadnjem času prav to novo dimenzijo. Se mi zdi, da smo na njo pozabili, da je krščanska kultura 1000 let živela prav v 2 temeljnih celicah in te celici sta bili po eni strani bil to samostan, druga celica pa po mesto. Tukaj je bil malo razvito. Tukaj je bil, se pravi, tukaj so razvili tisto široko pač paleto življenja. Po eni strani v samostanih že pogled na tisto eshotološko stanje, kaj bo, kako naj bi živeli kot kristjani kot korak naprej,
da lahko greš gledati, kaj ne bi bila krščanska skupnost, kjer si pomagajo, kjer je solidarnost, kjer je res tisti Kristusov pogled drug na drugega, zlasti z vidika prve krščanske skupnosti v Jeruzalemu. In druga stvar pa Božja država, Jeruzalem, mesto, ki naj bi bilo pač skupnost različnih skupnosti, ki so med sabo povezane. Se pravi, veliko bratovščin, ki pokrivajo različna področja življenja, ki se združijo potem skupaj, recimo, ki se združijo skupaj v enem mestu in funkcionirajo prav v tem, da si med seboj pomagajo, da so tudi, recimo, da je tudi samooskrba, da ne iščemo vse v državi in državnem proračunu, kot mislimo sedaj, in vsak zase, ampak drug z drugim. In se mi zdi, da ta poudarek postaja vse bolj živ tudi pri nas in bolj bo kriza pač državni proračun in to je že, bolj bo tudi ta ideja o tem, da mora priti ta medsebojna pomoč na raven družin, na raven mesta, na raven župni, bolj bo ta stvar klic in tudi sama stvarnost, da bomo k temu stopili. Zdaj, me popravi, če bom napak tolmačil. Samostan je gradil skupnost na temelju karizme. Na temelju. Se pravi, to je ena preizkušena pot k Bogu. Ne? Mesto pa gradi krščansko občestvo na pobuda meščanov, pa skupnosti, ki so v mestu. Ne? Se pravi, to je bolj delovanje Svetega Duha kot splošna karizma. Ne? Vsi imamo darove Svetega Duha, ne? In to delujemo, kakorkoli še. Ne? Če to zavestno delujemo, potem mesto dobi eno svojo dušo, rekli, krščanski navdih. Ne? Kakor karizma daje navdih samostanske skupnosti, recimo ta globoka zavest meščanov daje zavest mesta, recimo, ko so bile velike debate na koncilu v Carigradu o Sveti Trojici, ne, so o Kristusovem božanstvu, da je Bog, pravi Bog in pravi človek, so branjevke debatirali, ne, kaj pomeni homoouzios pa homoouzios, ne. In kateri škofe imajo prav, spet na tržnici. Da so tako globoko prišli v teološkem razumevanju, ne, torej v Bizancu, da se to uporabilo čisto na tej ravni. Ampak mogoče je tukaj zdaj en izziv. Danes so meščani po eni strani veliko bolj, povemo, šolani, pa izobraženi, pa vzgojeni kot včasih. Zdaj, to razliko v kakovosti osebnih prispevkov, kako za to povezovati? Kakšno so tukaj merila? Kdo naj to presoja, te pobude, katere so dobre? To je verjetno nov izziv, ne? Da se zavedamo, kot je bilo rečeno, koliko je dobrega med ljudmi, pa koliko je novih stvari, ne? Da se to potem prav ovrednoti na eni novi kakovostni stopnji. Ne? In post ima tudi verjetno zdaj ta naš post, ne? Ima tudi ta cilj, ta skriti cilj za prihodnost. No, gospa Mateja, kako vidite kakšno spremembo na vašem področju, na pravnem področju? Kako lahko poznavanje prava pomaga k razmišljanju o bolj pravični družbi v krščanskem smislu? No, prva stvar, ki je, da pravo nikoli ne more, pa če bi imeli perfektne predpise, doseči idealnih razmer, preprosto zato, ker sam pravni red vedno stopiclja malo vzadaj, ne? Ker je nemogoče tako hitro producirati predpise, kot pa se življenje pač v družbi spreminja, ne? To je prva stvar, to je pač neke vrste zakonitost, ki jo je treba upoštevati, ne? Ampak bolj kot to se mi zdi pomembno, da vsak posameznik se odloči, da bo res tam, kjer je. Pa ni važno, ali je na najvišjem položaju, ali
pometa ceste, da tako rečem, Ja. ali pa, ne vem, je doma, ker je že oddelal svoje in je že obnemogel, ampak da tisto, kar mora narediti, ali pa tisto, kar njegovo sodi, naredi najbolje, kot more. Seveda tisto, o čemer odloča. Odloča, dela zato, ker je odgovoren. Zelo pogosto se srečujemo danes vsi s tem, da zelo enostavno sodimo, zelo hitro vidimo, kaj je vse narobe, a ne? Zelo hitro znamo povedati, kaj vse bi moralo biti tako in tako, hkrati pa nismo pozorni na to, ali smo res, ali sem jaz naredila vse, kar sem dolžna narediti in kar je v moji moči, da naredim. Šele takrat, ko bom jaz naredila res čisto vse, če hočete, kar mi nalagajo predpisi, in bom res izpolnila vse, kar je moja dolžnost in kar pač zmorem narediti, takrat pravzaprav lahko iščemo naprej, ja, kaj pa je, kar pa drugi niso naredili. In če bi samo to dosegli, da bi vsak se zavestno odločil ali pa čim več zavestno odločil, da v moči tudi molitve bomo tam, kjer smo, najbolj kot je mogoče opravili tisto, kar se od nas pričakuje, kar je naša dolžnost, potem se bo gotovo veliko spremenilo. Je pa gotovo res, da je treba pač strmeti tudi, če zdaj govorimo o pravu, za čim boljše predpise, tudi za predpise, ki jih je moč izvajati, ne? In seveda se mi pa zdi, da tudi danes pričakujemo, da moramo imeti vse predpisano. Mi smo zelo normirana država, ne? Pa še stvari ne tečejo tako, kot bi radi, ne? Ni potrebno, da res vsak korak pa vsak dih, ki ga bo kdo upravil, vse reguliramo s predpisi. Sej vendarle ima vsak človek vest in vsak ve, kako je približno prav. Ni treba za vsako stvar, še za vsak korak imeti vse do milimetra natančno določeno, da bomo dosegli cilj, ki je osnoven recimo v nekem predpisu, ne. Tako da se mi zdi, da je predvsem potrebno med nami samimi, med državljani nekako spet vzbuditi to občutek ne samo za pravice, zelo veliko znamo govoriti o pravicah, ampak o obveznostih. Kaj sem jaz kot državljan dolžan prispevati za to skupnost, za to državno skupnost? Ne samo, da od te države nekaj pričakujem, nekaj zahtevam, ampak kaj pa je moj prispevek? Kaj jaz dajem te države? Kaj ja? Mislim, zelo znamo povedati, kako slabo recimo se dela z javnim denarjem. Ampak koliko javnega denarja pa do javne blagajne sploh ne pride, ker ne plačujemo davkov, ker mislimo, da je vrlina to, če nam uspe koga okoli prinesti, je pa drugo vprašanje. In tukaj v bistvu pa res lahko vsak, ne glede na to, na kakšnem položaju je, opravi svojo nalogo pač tako, kot jo najbolj lahko. Ja. Ni potrebno, da imaš neko funkcijo. Tudi če si na najmanj pomembnem položaju, imaš možnost, da to svoje, kar imaš možnost, da opraviš, da narediš najbolje, da to tudi storiš. No, danes smo tudi pred novimi izzivi v smislu globalizacije. No, vi kot gospodarstvenik pa z veliko politično izkušnjo, kako tukaj vstopata molitev in post v ta čisto novo razmerje, ko se zavedamo naše soodvisnosti, ne samo znotraj enega naroda pa države, ampak torej na svetovni ravni. Ne? In zdaj tu, kako biti pravičen do vseh, pa spet tako delati, da ustvariš nekaj, kar je potem upravičen zaslužek, ne? Jaz bi rekel, da so to recimo prav globalizacija, pozitivni učinki, mnogi negativni, ki prihajajo do izraza, številne pozitivne pa negativne posledice človeškega delovanja na različnih področjih, od ekonomije do okolja, do vsega, lahko nas postavljajo pred
pred vprašanja, ali bomo kot ljudje, kot državljani posameznih držav in tudi kot ljudje našega planeta, in če govorimo tudi mi recimo kot kristjani ali pa pripadniki drugih veroizpovedi ali ljudje, ki imajo se za ateiste, ali bomo iskali odgovore na ta vprašanja. Jaz osebno verjamem v to, da ljudje, ki zaupamo v silno moč molitve. Jaz verjamem, da ima molitev silno moč in da je ena od največjih milosti dar žive vere, da to, česar sam ne moreš storiti, da s popolnim mirom lahko daš v Božje roke. Pa če je to prihodnost, ne vem, tvoje družine, prihodnost tvojega naroda, prihodnost tvoje občine, države, česarkoli, da je to, da so to stvari, ki nam lahko olajšajo in hkrati nas spodbujajo k bolj odgovorni drži. Jaz sem ob eni priložnosti rekel, ko smo se srečali na Kureščku, je prihajal gospod Pater James na vsakoletna srečanja. Smo se srečevali različni ljudje, različnih političnih usmeritev, strank in tako naprej. Sem rekel, nič ni bilo potrebno se dogovarjati, kaj mislimo o eni ali drugi temi, ker smo vedeli, zakaj smo tja prišli. Zato, ker verjamemo in zaupamo, da je še nekaj, kar je daleč nad nami in daleč nad našimi sposobnostmi. Zato je tudi odgovor na te stiske, tako v naši domovini, kot na stiske v svetu, in čudovit odgovor, da takrat, ko nimamo odgovor na vprašanje, jaz zase, ko mnogi ljudje me vprašajo, kaj bi pa ti zdaj naredil, ko so res zahtevna vprašanja, takrat pravim, naredi tisto, če si kristjan, naredi tisto, kar verjameš, da bi naredil Jezus Kristus. Ne, kaj bi naredil danes, kaj bi naredil Jezus Kristus. In zame je to, kar prej Mateja rekla, se ni treba, da je vsaka stvar 6-krat napisana. Če verjameš, jaz bi naredil to, ker recimo to rečem kot kristjan. Nekdo drug reče, iz nekih občečloveških pozitivnih vrednot bom naredil tako, ker verjamem, da je živo, ne? Tako, ker je tako prav. In če bomo v tej smeri šli, bodo tudi prihajale bolj do izraza pozitivne stvari in globalizacije in vsega tega. Danes je predvsem toliko razlogov za skrb, da če si bomo nase nalagali, da je v naši moči, da rešimo vse, kar so problemi doma in v svetu, potem bomo lahko samo tako, kot je bilo na začetku rečeno, šli v neko zagrenjenost. Mi moramo biti zadovoljni in veseli, da nam je bilo dano, da tu lahko smo in če bomo skušali si med sabo pomagati, predvsem pa tako, kot je piše tudi v tej letošnji in tudi v prejšnjih teh knjižicah, imeli občutek za bližnje, za tiste, ki so v stiski, potem so to že darovi tudi posledice tega, kar je v tej pobudi, tudi molitve in posta. No, zdaj še eno vprašanje. Danes se veliko govori o to, kar je bilo še rečeno, o apatiji, črnogledosti, pa neki brezvoljnosti, pa nemoči, pa to. Kako po vašem post pomaga iz tega ven? Post je dela budnega. V kakšnem smislu? Če se pustiš, si zmeraj malo ogrožen in si zmeraj buden. Torej dovolj in intelektualnem smislu. To je stara stvar menihov, ki so pač bedeli in post preobilje dobrin je vedno uspavalo. Post pa je delal ljudi budne. To se pravi, da tem nam gre predobro, da so zaspani. No, tukaj je en vidik. Prosim, je. Ja, to je en vidik. Drugi vidik je pa, gledajte, greh, tukaj ta brezčutnost, črnogledost. To so posledice tega individualizma. Človek, ki hoče vse narediti sam, ne zmore in potem postane črnogled. Medtem ko oseba, ki v odnosu, ki računa na drugega, ki skupaj z drugim, se pravi, ki se z drugim bori in tako naprej, potem pa tukaj ne more biti te črnogledosti. In zato je
Poglejte, črnogledost je že Adam in Eva sta se šla po grehu skrit. Tukaj se pravi je več teh elementov, ampak prav vsi so to, da smo se oddaljili od izvira in smo nekam iskali sami in to iskanje je pač nezmožno. Smo pa tako trmasti in si ne upamo priznati, ali pa ni še prišel čas, zato da bi priznali, da pač nas nekdo ljubi, nam nekdo tudi se sklanja k nam odpušča, potrpi z nami in ko bomo tako kot izgubljeni sin pač naredili tisti trenutek, vidiš, da potrebuješ nekoga, da te potegne iz tvojega blata, iz tvojega niča. Da se vrnil k očetu. In se potem vrneš k očetu, potem je pa druga pot. Se pravi, nekaj mora biti, kar stopi v to kroženje, v to nemoč, ki je zelo splošna in vendar povezana z vsakim človekom posamezno, da je lahko tudi vsak posameznik rešuje pri sebi, ko prizna, da je ljubljen, da je sprejet, tudi ko prizna svoj greh. No, morda bi glede apatije to rekla, da je res vlada neka vsesplošna apatija oziroma je tako čutno, ampak ravno ob tej pobudi lahko res s presenečenjem ugotavljamo, kako z veseljem ljudje pristopajo, kako dejansko ni težko nagovoriti ljudi, da se po posameznih župnijah, po posameznih skupnostih pač odločijo za sodelovanje, da skupaj pristopijo k temu. Tako da taka grozna apatija pa tudi ni, ker sicer ne bi nihče pravzaprav želel sodelovati. Tako pa lahko res kljub temu, da recimo do dneva molitve oziroma do 24 ur molitve in posta za domovino je še en teden, še več kot en teden, še nekaj ur več kot zdajle, ko se pogovarjamo, pa vendar je za 24-urno molitev pri Svetem Jožefu že za vseh 24 ur dejansko določeno več kot 20 različnih skupin, društev, nekaj župnij. Potem veliko župnij nas je že obvestilo, kako bodo imeli v tem času 9-dnevnice molitve, naprimer v Tolminu, 5 dni zapored, 5 dni po 24 ur pred najsvetejšim molitev. Potem že poteka, so začeli včeraj. Potem recimo se javljajo različne skupine, da bojo v ta namen se pridružile. Slovenski redovniki so prevzeli tako, da imamo praktično vsak dan 9-dnevnice najmanj eno žensko in eno moško redovno skupnost, ki v svojih redovnih skupnosti po vsej Sloveniji moli. Tako da, ko smo nagovarjali ljudi s to pobudo, nimaš občutka, da je apatija, ker ljudje so pripravljeni sodelovati. In tako je treba nadaljevati. To je lepo ugotovitev, ne? Ja, res lepo, ja. Smo tudi mi veseli. Ja, se približujemo počasi koncu temu našemu zanimivemu pogovoru. Mogoče kakšno zaključno misel, gospod Marjan? Zdaj, od tej letošnji 9-dnevnici pa bolj glede to našo trenutno stanje v domovini, kaj bi vi posebej v teh dneh priporočil? Veste, en pregovor pravi, reši enega otroka in rešil boš svet. Ne more vsak posameznik rešiti vseh problemov, v katerih smo. Preveč je. Celo za vse skupaj je veliko. Ampak če skušamo vsak en majhen kamenček pozitiven dati v ta mozaik, bomo pokazali pravo smer. Bomo šli na bolj pravo pot. In ta naša pobuda je poskus in želja za en tak kamenček v mozaiku. In tudi na nek način ena spodbuda tistim, ki se morda sprašujejo, kaj bi lahko zdaj, ko se približujemo državnemu prazniku, ko se približujemo spet težke odločitve, ko gledamo vsak dan, kako nepredvidljive stvari v javnosti, v politiki, v našem okolici, kar kaže, kot da se neke vojne ponovno približujejo. Vidite, mi smo se osamosvojili bolj z molitvijo kot z orožjem. Potem smo se začeli pa trkati po prsih
kdo je bolj zaslužen za osamosvojitev. Če bi takratni jugoslovanski avioni in tanki, kar jih je JLA imela, bi pomendrala Slovenijo. Jaz trdno verjamem, da molitev na mnogih božjepotnih središčih in po mnogih domovih nas je obvarovala več žrtev, kot smo jih imeli. In zavedanje tega, da moramo biti hvaležni za to, kar nam je darovano, je tisto, kar je zelo pomembno. In tudi potem od tu naprej več razlogov za optimizem. Jaz bi samo lepo povabil res vsakega, ki ocenjuje, da bi želel nekaj narediti in če verjame v moč molitve in posta, tu je ena priložnost, ena od takih pobud je ta pobuda. No, mislim, da letošnja tema Domovina mati, ki povezuje, da je primerna prav za ta čas, da bi se začutili tukaj vsi doma. Da bi se resnično počutili kot pri mami ali pa pri očetu in da bi verni, neverni, katoličani, pravoslavni in muslimani tukaj vsak na svoj način dali svoj prispevek. Glede, imamo tudi eno lepo pobudo vsako leto, da ob dnevu posta in molitve za domovino naredimo tudi tiskovno konferenco, kjer nastopijo vse te tri religije. Ja, vse štiri. Ja, se pravi, tri krščanske, se pravi pravoslavni, evangeličani in katoličani in pa muslimani. Letos mogoče bo gospa Mateja bolj tukaj še razložila, letos, ker gre za mati, ki povezuje, letos smo izbrali štiri gospe, ki bodo nekako spregovorile na to temo. Ja, jutri je tiskovna konferenca v Ljubljani v galeriji Družine, pri kateri bodo sodelovali katoličanka, ki je žena stalnega diakona in hkrati pastoralna asistentka v Slovenski vojski. Potem gospa Poričeva, ki je predstavnica islamske skupnosti in je žena tajnika islamske skupnosti v Sloveniji. Potem evangeličanska duhovnica iz Puconcev, Katja Ajetnik, in pa igralka Milada Kalezič, ki je pravoslavne vere in bodo skupaj razmišljale o tem, pač o tem letošnji vodilni misli in hkrati tudi o molitvi. O molitvi, kakšen je pač njihov oseben pogled na molitev in na domovino. Kaj pa še vi osebno? Jaz bi morda rekla, da kljub temu, da vsak dan vidimo marsikaj, kar nam je všeč in kar nas moti in mislimo, da bi lahko bilo boljše, pa mislim, da je dan državnosti vendar prilika za hvaležnost, da imamo svojo državo, da živimo v času, ki so in v svoji državi, kar so rodovi pred nami samo sanjali lahko, in da kljub mnogim preizkušnjam, ki jih doživljamo vsak dan, zlasti pa še vsi tisti, ki so res v hudi stiski v tej naši domovini, da je razlog za to, da smo hvaležni in da je tudi to prilika, da se povežemo, da skupaj prosimo za blagoslov in da tudi ob tem prazniku smo bolj pozorni na vse tiste, ki živijo ob nas, pa so v stiski, pa jih morda marsikdo ne vidi. Drage davke, dragi davci, tudi v vašem imenu se zahvaljujem našim gostom, gospe Mateji, potem gospodu Marjanu in pa gospodu Primožu. Najprej, da ste tako lepo predstavili to pobudo in potem tudi, da ste osvetlili letošnjo devetdnevnico iz različnih zornih kotov, tako da vsak je lahko našel razlog za molitev in za post. Torej, hvala lepa vam in pa lepo pozdravljeni.